Konec 9-dnevnega dogajanja 20. festivala Letni oder Ruše je zaznamoval spektakularni koncert Željka Joksimovića. Dan prej pa so letni oder že tradicionalno zavzeli člani kulturno-umetniškega društva Pekre Limbuš, tokrat s Partljičevo predstavo Partnerska poroka. Zagotovo se lahko pohvalite z titolo, pridobljeno na festivalu v Pekrah, ste namreč zmagali s predstavo. Ali je to dodatno breme morda, da ste potem za vsako naslednjo predstavo boljši? Ja, je to eno dodatno breme, vsekakor. Trudimo se, da predstavo ohranimo takšno, kakršna je, da vedno dobro odigramo, in zaradi tega smo tudi dobili tisto titolo, se pravi, dobili smo najboljša predstava žirije, občinstva in vedno, je pa tako, da vsako predstavo, ki jo odigramo z vso resnostjo. Gre za dokaj modern tekst, predstavljen tudi na modern, seveda komičen način. Ja, jaz bi želel, da bi bilo tako. Tekst je star že pojem 15 let. Napisal sem ga posebej za krajinsko gledališče, po naročilu. Imel je pa tam skoraj 200 ponovitev. In od takrat ga zlasti ljubitelji kar precej igrajo po Sloveniji, zato sem se odločil, zakaj ga pa ne bi mi na vse zadnje, če je uspešen. Naslov je dovolj provokativen, Partnerska poroka. Kot veste, sem bil v parlamentu, ko smo sprejemali razne zakone, med tudi zakone o družini in seveda vseh mogočih partnerskih skupnosti, ki so zdaj enakopravne. Zakonska skupnost in izvenzakonska skupnost sta enakopravni. Enakopravne so istospolne zakonske skupnosti, podedujejo in še danes ta debata, kot veste, ni končana, ker pač gre svet naprej in se razvija. Vi igrate tega študenta teologije, dokaj komična vloga je tako. Ja, bi lahko rekli tipična Partljičeva vloga, ko tone naprimer nekoga, ki je bolj klasičen študent teologije, bi pričakovali bolj konzervativne narave, pa vendar ga Partljič umesti na zelo komični način v igro in na tak način doda malo popra celotni zgodbi. Kako je igrati Partljičevo komedijo? Kako se počutite na odru? Kako ste se spoprijeli s tekstom? Veste kaj, mi igramo s Partljičem, ki je naš režiser že 12. leto. In predvsem smo kot velika družina. Zna biti seveda tudi hud, če je treba, ampak se tudi na vajah veliko nasmejimo, tako da vsi radi prihajamo. Za pravo glasbeno poslastico na prizorišču letnega gledališča Podgoroj je poskrbel Željko Joksimović. Izjemno vzdušje v enem najlepših ambientov je prevladalo med obiskovalci, le-to pa je porazilo tudi priljubljenega srpskega glasbenika. U jednom ambijentu koji prvo nisam očekivao da je ovakav ambijent. Danas su mi poslali snimak i ja sam vidio da je ovo sve šume, da je ovo priroda i da je to nekako potpuno drugačije, što je nama dalo super ideju i nekako drugu energiju da napravimo to, ovaj koncert malo drugačijim nego inače što pravimo koncerte. Malo smo repertoar promenili i vidio sam da su ljudi baš bili zadovoljni i ja sam jako srećan zbog toga. S pozitivizmom in nasmeškom na ustih pa so se od festivala poslovili tudi organizatorji. Kot je dejal direktor festivala, je letošnji jubilejni festival dosegel presežke tako na odru kot pod njim. Da je za nami en lep festival, en dober festival za stališče organizatorjev, moram reči res, da si lepšega ne bi mogli želeti, vsaj po nekih standardih, ki smo jih imeli do zdaj še festivala, brez kaplje dežja ni bilo. Sicer je včeraj popoldne mala kapljica padla, ampak na koncu dneva je res vsak dan tisti glavni prireditve so bile na prizorišču in to je edino, kar nam šteje na koncu dneva. Takrat zato tudi, pravimo, da če je vreme, imamo vse, zaradi tega, ker tisto ostale stvari znamo porihtati, smo jih naredili, izvedli in tudi publika je dobro reagirala in seveda največja zahvala pa gre publiki, vsem tisti, ki so prišli, vsem tistim, ki so kupili karto, nas podprli na tak način in se mi zdi, da to je ena taka kombinacija pozitivne energije, ki se je letos poklopila in zdaj res lahko rečem, da imamo eno dobro popotnico za naslednjih 20 let. In tako kličejo na svidenje prihodnje leto.